Lep pozdrav vsem, glede na to, da smo bili danes seznanjeni s predstavitvijo dveh ministrov novega družinskega zakonika. Smo se glede na to, da smo v javnosti že večkrat komentirali namere, ki so se napovedovale v zvezi z vsebino tega zakonika, seveda čutili dolžne tudi oglasiti. Skrbi nas predvsem to, da se s to problematiko na tak način prihaja sedaj, ko je Slovenija v izjemno težki krizi, ko imamo praktično dnevno na cesti vedno več ljudi, za katere se ne ve, kakšna bo njihova eksistenca. Na ta vprašanja, ko gre za 100 tisoče pravzaprav Slovenk in Slovencev, vlada ne zna jasno odgovoriti. In seveda razumemo trenutek lansiranja tega zakonika, predvsem z namenom odvzemanja pozornosti bistvenejšim vprašanjem, s katerimi bi se morala eno leto po volitvah ukvarjati ta vlada. Četrt njenega mandata je minilo in do danes ni resno zagrizla v nobeno resno vprašanje, s tem, da bi nakazala tudi neke dolgoročne rešitve. To je prva ugotovitev, zaradi katere nas skrbi tako za slovenski narod, kot tudi za to državo. Seveda spoštujemo legitimno izvoljeno vlado, želimo, da bi našla poti in ji želimo tudi s konstruktivno kritiko pri tem pomagati, vendar menimo pa, da obstajajo določene meje, ne samo med Hrvaško in Slovenijo, ampak tudi določene meje v tej državi, ki jih ta vlada kot predstavnica oblasti, kot zastopnica tega naroda ne sme prekoračiti. Menimo, da je z načinom, po naši oceni pravzaprav zlorabo inštituta družinskega zakonika, posegla oziroma začenja posegati v temeljne družbene usmeritve oziroma tradicijo te slovenske družbe, kar zadeva družine, kar zadeva njene definicije, in menimo, da gre zgolj, nažalost, za zahvalni ukrep nekaterim redkim volivcem, ki so to vlado pred enim letom podprli, in nič več pri redefiniciji pojma družine. Ta trenutek, ko je mnogo družin, ta pojem, mislim, da večina Slovencev zelo jasno razume, kaj pomeni, v eksistencialni krizi, v trenutku, ko se je začelo šolsko leto, ko ta vlada ni sprejela niti enega ukrepa, najmanjšega, da bi družinam olajšala vstop v šolsko leto, da bi znižala stroške pri izjemno dragih šolskih potrebščinah in tudi mnogokrat nepotrebnih rekvizitih, ki jih otroci celo leto na pol ali še manj uporabijo, se soočamo z izrazito ideološkim in političnim projektom, zavitem v družinski zakonik, ki je sam po sebi dober projekt in smo ga nestrpno pričakovali že v času naše vlade. Nažalost, ta projekt ni bil takrat speljan. Predvsem, kar nas moti, in pozivamo vlado, da resno razmisli, oziroma pozivamo, da umakne definicijo družine, ki postavlja istospolno partnerstvo skupnost na isto raven kot normalno skupnost med možem in ženo, moškim in žensko ter seveda otrokom kot članom te družine. Ta trenutek vemo, da v Sloveniji poteka mnogo razvez. In vemo, da izjemno počasi v nekaterih primerih pridobivajo otroci pravico do stika z obema staršema. Se pravi, gre za postopek, ki nam ta trenutek ne teče tako, kot bi moral. In pričakovali bi od vlade, da bi se predvsem osredotočila na reševanje teh problemov, s katerimi se danes soočamo. S to redefinicijo je po naši oceni odprla nepredvidljivo situacijo, v kateri se bodo znašli tako državni organi, kot predvsem tudi otroci. S to redefinicijo, kot sem rekel, očitno rešuje zgolj povolilni sindrom zahvale za nekatere redke volivce in nič več, vendar odpira lahko, po naši oceni, izjemno nepredvidljivo situacijo, tudi če nas ne bi motila vsebina te redefinicije, ker spreminja izhodišča pri obravnavi
problematike družin, predvsem statusa otrok. In to nas izjemno skrbi. In zato pozivamo vlado, naj umakne to definicijo, naj se raje osredotoči, kot sem rekel, na hitrejše reševanje, predvsem na sodiščih vprašanj, ki so povezane s pravicami otrok in staršev pri razvezah. Traja leta in leta, da nekateri otroci imajo recimo pravico imeti stik recimo z očetom in tako naprej. In menimo, da je tu problem bistveno večji. Poleg tega pa se mnoge čisto popolnoma klasične družine danes nahajajo v velikih eksistencialnih težavah. Zato ne želimo kritizirati družinskega zakonika kot takega, ker, kot sem že omenil, sam projekt je absolutno potreben, vendar nas zelo moti in skrbi, da se tak projekt zlorablja za zadeve, ki vanj po naši oceni ne sodijo. Če bo prišlo do možnosti za to, da bi bil tak zakon o taki dikciji sprejet, seveda bo tudi Nova Slovenija razmislila o tem, da bi se tak akt moral sprejeti na širši, bom rekel, demokratični osnovi. Menimo, kot smo že večkrat povedali, da koncept posega v tisočletno tradicionalno pojmovanje družine, da tak koncept, ki ga uveljavlja neka družba, mora dobiti široko podporo na legitimen način. Seveda pa to ne pomeni, da želimo širiti kakršnokoli nestrpnost proti tistim, ki imajo istospolno usmerjenost. Vemo, da vzroki za to pravzaprav po nobeni plati niso popolnoma pojasnjeni. Vemo pa tudi to, da taka skupnost na noben način iz vseh naravnih izhodišč po zdravi kmečki pameti ni primerljiva z skupnostjo moškega in ženske, ki pravzaprav po naravni poti zagotavlja tudi nadaljnji obstoj in razvoj človeštva in, če hočete, našega naroda in tudi slovenske države.